Kje so časi, ko so imeli nabrite verzije Oplovih avtomobilov strašne težave s podkrmiljenjem in si v zavoju samo čakal, kdaj bo še sekal ven. Ja, v bistvu ne je toliko dolgo nazaj, kakšnih 8 let. No, potem so še enkrat zajeli sapo in se malo spravili v red. Eden od plodov bolj temeljitega razmišljanja pa je bila takšna insignia OPC s 4-kolesnim pogonom. Mnogo boljša, čeprav z maso vlačilca še vedno preokorna in premalo lahkotna. Nova insignia je kar 160 kg lažja in to sploh ni zanemarljivo. Kot tudi ni zanemarljiva oznaka GSI, ki se vrača k Oplu po 20 letih. Jaz se še vedno dobro spominjam Astre GSI, ki je imela 2-litrski motor, 150 konjički in je bila takrat eden od mojih sanjskih avtomobilov. Mularija pa to. Da dobro izgleda itak, vidite, vas pa najbolj zanima predvsem, kako se pelje. Naslovitem Nordschleife je za 12 sekund hitrejša od prejšnje z oznako OPC. Od navadne je za centimeter nižja, stoji na 20-palčnih platiščih, za zaviranje skrbijo zavore Brembo in vzmetenje je seveda občutno bolj čvrsto, zato je jasno, da precej lepo sledi ukazom. Ne zdi se mi pretrda, to je pomembno, ker se tisti bolj uglajeni in zahtevni kupci sicer ne bi želeli odločati zanjo. Tile sedeži so fenomenalni in jih najdete samo v različici GSI, vsak posebej tehta 26 kg, kar je celo manj od tistih sedežev v Corsi OPC, ki so ročno pomični, tile pa imajo elektromotorčke in celo masirati znajo. In ESP oziroma ESC po Oplovo se da povsem izključiti. Občutek na volanu je super in dejansko insignia sploh ne deluje okorno, prav lahkotna je in prijetna, nos lepo grabi in če kdaj malo uide zadek, nič hudega. Nasploh pa je lega zelo nevtralna in avto prav lepo čepi na cesti. Prej sem omenil 2-litrski bencinski motor v stari Astri GSI. No, tudi insignia GSI ima bencinski motor, v bistvu turbomotor. Zato ponudi 260 konjičkov oziroma 191 kW. Menjalnik je samodejni in ima 8 prestav, ob 4-kolesnem pogonu pa to pomeni, da insignia precej dobro sune. 5.9 ima do 100 oziroma 6.1, če govorimo o karavanu, ampak se zdi v praksi še bistveno hitreje, predvsem zato, ker se z mesta tako dobro izstreli. Na stezo smo se zapeljali z njo, sicer je bilo mokro, ampak se je res dobro izkazala. Na dirkališčih se navadno hitro pokažejo hibe takšnih neravno dirkaških avtomobilov. Tam hitro opaziš, da je podvozje premehko in se preveč nagiba, da so zavore preslabotne za res ekstremne obremenitve, ampak insignia ni imela težav. Pohvalno. Cena vas zanima. 34 tisočakov za bencinsko limuzino in 36 pa 700, če bi radi imeli dizelski motor. Zdaj pa hiter razbit prašička in vse evre vam pobrati. Ali pa če bi imeli raj OPC. Pejt na Azurno obalo, so rekli, bo lepo, toplo, ne bo pihal. Ja, pa res.